Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in drage gledalke. Kako ste kaj danes spali? No, jaz upam, da ste dobro. Jaz nisem kaj preveč, pa tudi res je, da zdaj malce polna luna še vedno nagaja. Sicer pa vprašanje, ali ste vedeli? Ja, v povprečju vse tako seveda kažejo tudi same številke. Spimo danes, torej v teh časih, 1 do 2 uri na noč manj kot pred 50 oziroma 100 leti. In tudi 38 minut manj kot pred 10 leti. Med spanjem pa naj omenim, da telo se obnavlja in celi, se pravi, manj časa damo našemu telesu za vse te stvari. In tukaj se pravzaprav pojavi vprašanje, ali so torej določene bolezni današnjega časa tudi posledica pomanjkanja spanja. V naši družbi pa danes, na takem prijetnem klepetu, Sandra Klemenci, lastnica Zdrave trgovine in sicer tudi pobudnica Eko-kluba, o katerem bomo tudi še kaj povedali. In evo, pričakujemo vprašanje, vse te bolezni, pa manj spimo, je tukaj kakšna povezava? Ja, definitivno, no. Kot si že sama omenila, spimo toliko manj kot 10 let, 20 let ali pa 50 let nazaj, ne? In dejansko se ta količina spanja z leti vedno manjša, nižja, ne? Vedno bolj, ne vem, zvečer gledamo televizijo, delamo na računalnik in dejansko se morajo možgani, preden da sploh grejo v tisto fazo spanja, se morajo umiriti. Posebej pomembno je to še pri otrocih, še toliko bolj. Poznamo že, da se dejansko do polnoči se v tisti fazi globokega spanja tudi možgani najbolj obnavljajo. Zdaj zadnje raziskave so celo pokazale, so dokončno dognali, zakaj sploh ljudje spimo. Ker prej v bistvu so vedeli, na kak način se telo revitalizira, da smo bolj skoncentrirani. Ampak zdaj so celo prišli do tega, da se med spanjem se možgani skrčijo in dejansko nastane ta prostor, s katerim se te toksini, ki se čez dan nabirajo v možganih, potem čistijo, mislim, grejo do jeter v čiščenje. Zanimivo. S tem so tudi dokazali, pojasnili v bistvu, zakaj te manjše živali spijo dlje kot pa večje. Recimo evolucijsko ni normalno, da netopir spi 20 ur na dan, slon pa recimo 3 ure čez dan. Prav zaradi tega, ker so večji možgani, več prostora in se čez dan lahko možgani čistijo. Wow, zanimivo. Ja. Sandra, mi dve sva se dogovorili, da bomo danes kar malce ostri, predvsem pa zelo, zelo realni, kot ste to sicer naši gledalci in gledalke že vajeni. Kakšna povezava je med formaldehidom in pa spanjem? Zdaj zelo smo že pozorni, kaj damo vase, tudi glede kozmetike, čistil, to se dejansko že vse omenja. V bistvu sploh se pa ne omenja stvari, ki se v teh modernih izdelkih za spanje, to vključujejo od ležišč do posteljnine, do vseh teh drugih produktov, vzglavniki in tako naprej, dejansko se uporabljajo ene, lahko rečem, najbolj rakotvorne kemikalije, formaldehid je ena od rakotvornih kemikalij, ki se uporablja pri nanosu na posteljnino proti mečkanju in krčenju tkanin. In zdaj, če vi, to je kot pri hrani isto, pač iščete izdelke, ki so izdelani v Sloveniji, oziroma da je ta pot do vašega prostora čim krajša. Tako, ja. Ker formaldehid v Evropi je že kontrolirano pri teh produktih, kar pa prihaja izven Evrope, pa definitivno še sploh ne. Dejansko je formaldehida vedno več v uporabi. Ampak meni tukaj ni jasno, kako tukaj ni večjega nadzora. Čakaj, to je kemija in mi spimo na tem. To je še slabško, ker da ne paziš na hrano, ker pač hrano imaš tistih par obrokov na dan, spiš pa naj bi 8 ur oziroma vsej 6 ur spiš. In tu smo v bistvu smo ljudje zelo zahtevni, želimo produkte, ki se, mislim, jaz živim v trgovini, se ne sme mečkati, se ne sme krčiti, potem mora biti obdelano proti pršicam, proti ne vem čemu vse, Ta ležišča, ki so obdelana proti pršicam, vsebujejo insekticide. Ker jih pač s temi stvarmi morajo preobdelati. V bistvu same obdelave teh materialov so dosti bolj sporne, kot pa sami materiali. Zdaj, če prihaja preko teh kontejnerskih transportov, morajo obdelati tudi ta ležišča, ko so zvita v te, jih morajo obdelati proti plesnenju, proti golaznim. To je pač dejansko vse treba
z določenimi stvarmi, da zdrži te dolge poti, obdelati. Zdaj, kaj to pomeni za tistega, ko gor spi? Dejansko preko kože v 6 minutah, kot sama veš, no, ko je pri kozmetiki, in tudi vpliva dejansko preko dihal, to po noči skozi vdihavamo. Se mi zdi, da je potem na nek način zamenjava ležišča za naravno varianto prvi korak še pred spremembo prehrane pa vsega ostalega. Wow. Takole, tale trenutek imamo telefonski klic, nekdo bi želel namreč zastaviti vprašanje. Lep pozdrav, dober dan. Dober dan, Martin tukaj. Pozdravljeni, gospod Martin, izvolite. Mene zanima, ali se ta ležišča špricajo ali ne. Aha, se pravi, navadna ležišča, s čim jih špricajo, pa če jih špricajo? Ja. Najlepša hvala, gospod Martin. Kar poslušajte. Tako. Kar izvoli. Zdaj gre v bistvu tu za dve stvari, ne? Eno je, iz česa narejeno to jedro samega ležišča. Drugo, kar je, da v Sloveniji boste zelo težko našli prevleke samih ležišč, ki dejansko vplivajo tudi na zdravo spanje, ki so v večini primerov, lahko rečem, skoraj vse narejene iz poliestra. Dobro. Ali so polnila poliestrska, sama poliuretanska pena vsebuje etilenglikol, to so vrsto takih kemikalij, ki dejansko v našem ležišču nimajo kaj početi. In zdaj ta moderna tehnologija dejansko tu bi mogli resiti tisto nazaj, iskati materijale taki, ki so včasih bili, čeprav je to težko sploh priti do takih materijalov. Tudi ekološki bombaž, sam bombaž, konvencionalni bombaž je daleč od tistega, kar je bombaž včasih bil. Zdaj ekološki bombaž pa če je narejen brez pesticidov, herbicidov, ampak vseeno je treba zaradi tega pač toliko več plačati, če ti želiš ekološki bombaž imeti. Kaj se pravzaprav, kaj vse se dogaja med spanjem, med tem, ko mi spimo? Nam se sicer veliko dogaja v sanjah, sploh če obvladamo lucidno sanjanje, ampak sicer, kaj se s telesom dogaja? Kakšne naloge, vloge opravlja? Obnavljajo se, dejansko se telo obnavlja. Zdaj pri otrocih telo mora še, poleg vseh tega, zdaj pri odraslih se vzpostavljene so te že neke, ne treba pač samo obnavljati telo. Čistijo se možgani, dejansko se vso telo, vse funkcije telesa se obnavljajo, celice se obnavljajo med spanjem. Zdaj, če to, ko so prej na začetku omenile, če spimo 6 ur do 7 ur, dejansko gre za pomanjkanje spanja, kronično pomanjkanje spanja je to. In to se morate vedno vprašati, kaj bi šele bilo, če bi spal 7 ur pa pol oziroma do 9 ur, če se recimo pri 6 urah spanja že počutite v redu. Ker po vseh statistikah dejansko samo 3% populacije lahko spi 6 ur in so pol funkcionirajo normalno. Vpliva pa to na koncentracijo in zdaj primerjave so delali dejansko človek, ki je nenaspan, odrasel človek, ki je nenaspan, je skoraj kot če ima skozi 1% alkohola v krvi. Ojoj, sprav so vsi pijani. Fajhtni bi rekla na Štajerskem. Takole, no, ampak vseeno se mi zdi, da je zelo grozljivo in šokantno, glede na to, da na vsakem metru najdemo neko ponudbo za ne vem kakšno ležišče, pa trdo, pa mehko, pa ne vem kakšno vse, pa se to niti nima zdaj ne vem kakšne veze, sploh nima veze, veza ima samo to, v kakšni kemiji je bilo pomočeno. Ker dejansko, ko vi spite na, ne vem, na poliestrskem, če si predstavljate volno, če vi zavijete v eno plastično vrečo, pa jo pustite, pa jo nekam položite, zdaj volna začne dihati. In ti naravni materiali pač morajo biti tudi v teh ekoloških bombažih, brez poliestra, prav zaradi tega, da celo ležišče lahko diha in da ohranja tudi temperaturo telesa. Zdaj poliester pa čisto zapre, ali pa poliuretanska pena dejansko zapre vse pore telesa, s tem se telo dosti hitreje segreva, pore se odprejo in kemikalije še hitreje stopajo v telo. Ampak, Sandra, prej si rekla recimo pršice, da ta ležišča proti pršicam, da so pravzaprav tu pesticidi noter in vse ostalo. Ampak niso pršice tisti naš najbolj osovražen in ogrožujoč del posteljnih aktivnosti, govorimo o spanju? Pri pršici vi takoj, enostavno tisti, zdaj, če bi šli gledati, smo verjetno vsi alergični na pršice. Zdaj na severu predvsej delajo te raziskave in je dosti več ljudi alergičnih dejansko na kemikalije, ki so v ležišču, ampak kaj je problem? Pri pršici, če ste vi alergični na pršico, dejansko začnete takoj se slabo počutiti, kašljati in vse. Te druge kemikalije so dejansko taki tihi ubijavci. Tudi imajo že zdaj zadnje raziskave, da vplivajo na hormonske motnje,
Tudi recimo za peno lahko povem, da poliuretanska pena, ko jo reciklirajo, ko se sežiga pena, se takoj v zrak spusti 400 toksičnih kemikalij. Od tega je skoraj večina rakotvornih. Ne? In zdaj, ko imate vi to doma, dejansko se sprošča to skozi v zrak, ker pena po določenem, po 10 letih pol svoje teže zgubi. Kam ta teža gre? A ne, to pač je tisti mali prahec okrog, ko ga imate vse posod, ko se vam nič kaj takega spornega ne zdi, je dejansko to. Prejšnji teden, ravno prejšnji teden smo se pogovarjali z našo Marijo vizažistko in sicer je rekla, a veš, da sem dobila tukaj lepo darilo, antibakterijski vzglavnik oziroma antialergični vzglavnik. Je rekla, ampak prvo noč, ko sem spala na njemu, sem tako alergijo fasala po celem obrazu, da smo se smejali na ta račun en teden. Kako je možno, da kupiš vzglavnik, antialergeni in dobiš alergijo na njega? Ja, to so pač prodajne, a ne, to je pač vse sorte, od teh srebrnih, niti, a ne, če je prevleka poliesterska, lahko vi date, ne vem, kaj not je še vseeno to poliester, ki pač enostavno, vse kot poliesterska majica, a ne, pač ne pusti telesu, koži ne pusti dihati. Zato ima precej ljudi ima to, ja, čez dan, ampak lahko slečete, ne. Zdaj po noč, in zato ima toliko ljudi, a ne, da se potijo, da jim je vroče, ali pa tisto nihanje. A ne, najprej jim je zelo vroče, potem jih začne nenormalno zebst. A ne, to vse dela, ali s tistim, ko ste pokriti, ali pa tisto, na katerem spite. Ne. Zdaj, včasih za navadno rjuho se običajno to ne da rešiti. Včasih je boljše, če ste že kupili ležišče, ne, da pač niste bili na te stvari pozorni, je boljše, da se od spod da neka stara deka, pač spet te stari materijali, posteljnina od babic pride v poštev. Zato, ker taki materijali, ko so včasih bili, jih ne bo več. Ja. Ok. Sandra, ampak še vseeno zdaj govoriva o tem, kaj vse je na trgu in da je vse malo v kemijo namočen pa pošprican, kot je gospod Martin rekel, ki nas je poklical. Ampak tudi ti imaš zeleno trgovino in ti imaš noter jogije, vzmetnice. Kakšni pa potem to so? Kakšne so pa sploh rešitve, recimo? Zdaj, poleg tega, da sva rekla, da od starih imam pa to, kar se tiče posteljnine. Včasih, mislim, nekateri od naših strank tudi si sami naredijo ležišče. Zdaj, če bi šli tisto, da je najbolj naravno, je normalno ležišče, kot se je včasih delalo. A ne, da ste dali not travo, volno. Ampak za današnje čase, ko je človek pač neka drugo delo je, nismo toliko več fizično delovni, ampak bolj to not utrujeni, je pač treba, da je ležišče udobno, pa zdravo. Tako da mi imamo v trgovini, so ležišča, samo jedro iz tega 100% naravnega lateksa, tudi narejenega, izdelanega znotraj pravične trgovine, Rainforest organizacije in vse. Rainforest organizacija, kaj to pomeni? Da je skrbno ravnanje z gozdovi. Ker prav to je, recimo pri lateks ležišča se preduje kavčuk, je to osnova. In je pač pri kavčuku tudi treba, da se drevesa ne sekajo, da se ne uničijo. In to so zelo pozorni, da se recimo vsako drevo samo 3 mesece, recimo na leto, ta tekočina črpa, a ne da drevo čisto normalno naprej raste. Se pravi, in to so posadi, niso v gozdovih, kar tako, da se drevesa. To pač ta Rainforest organizacija kontrolira in spremlja. Privleke čez pa iz 100% ekološkega bombaža. Ta ekološki bombaž za nas proizvaja v Ugandi eno nemško podjetje, ki tam zaposluje 50 000 ljudi, dejansko tega projekta živi. Od njih imamo pa tudi posteljnino, brisače, pa da so res materijali, kolikor se le da minimalno obdelani, pa da vseeno nudijo neko udobno spanje. Ampak verjetno imajo pa te vzmetnice in vsi ti izdelki manjšo dobo življenja oziroma rok uporabe. Ne, to je v bistvu, da ne. Ne? Ne. Zdaj, življenjska doba takih ležišč je tam recimo 15 let. Običajno se menja na 12-15 let. Zdaj, še nedolgo nazaj, zelo take odmevne, da morate ležišče menjati na 3 ali na 5 let. Tisto je meni, mislim, ne samo z vidika stroškov za potrošnika, ampak tudi za okolje, je to totalno absurd. To so izdelki, ki res morajo nekaj časa trajati. Morajo tisto udobje in tisto, bi rekla, kompaktnost ohranjati.
Samo to, da se pač izbere ležišče, ki dejansko dihajo materiali, naj bojo pozorni in ne zahtevajo argumente. Naj ne pač enostavno. Katera vprašanja morajo zastaviti? Recimo 3 najbolj pomembna vprašanja, ki jih morajo zastaviti, ki grejo. Ker prodajniki hitro ti znajo nekaj napeljati, pa mogoče je ena nitka tam eko, pa ti bojo kar kot eko ležišče prodajati. Ja. To so pa predvsem odzad certifikati. Dobro. Fajn je tudi, da ležišče testirate. Enostavno tudi se malo o energijah govori. Da potipate ležišče, da se probate uleči. Enostavno boste tudi meni stranka, to nikoli nisem bila tako sama pozorna, ampak kupci prav rečejo, koliko je čist drugačen občutek, ko dajo roko na ležišče. Energija, ne? Energija, ja, je vseeno malo drugače, kot pa tista, ko je enostavno ne veš, kaj se je za tistim ležiščem, dokler je prišlo v Slovenijo, dogajalo. Pozorni naj bojo, ne samo kako je jedro not. Jedro, potem kakva je prevleka čez. Iz katerih materialov je, zelo je zdaj bambus, super, ampak 100% bambus prevleke še ne obstajajo za tkanine za ležišča. Jih enostavno še ni. Jaz upam, da bo šlo v tej smeri tudi kakva konoplja ali kaj, ampak da je 97% poliestra, 3% bambusa, niste naredili popolnoma nič. A to dejansko prodajo bambusovo, pa je samo 3% bambusa? Ja, to so pač dodatki zraven. Ali pa apreture, ki se potem nanašajo, ne vem, z različnimi eteričnimi olji. Sama veš, če ti naneseš eterično olje, koliko časa to diši. To se dosti hitro se razdiši. Seveda. To ne more 10 let pol tiste vonjave imeti. To pomeni, da je z nekimi drugimi sintetičnimi dišavami to obdelano. Sandra, hvala. Imam en opravek po oddaji. Nekaj mi še povej, glede tega ekokluba. Krasna stvar, tudi tvoje življenjsko poslanstvo, da širiš vsa ta znanja. Kdo vse je v tem ekoklubu? Za nas je pa že kar v bistvu 23 podjetij, posameznikov iz različnih storitvami ali z različnih prodaj izdelkov. Tu so od, ne vem, joga, različni hoteli, ekološke trgovine. Ampak vse so pa ekološko usmerjene. Tako, in vse imajo, delajo na osebnem pristopu. Zakaj smo sploh začeli, zakaj sem prav začela s tem ekoklubom? Enostavno zato, ker vsak od nas dela, ali je en zaposlen oziroma 2, mislim, to gre bolj za one-man band podjetja. In na tak način pač med sabo širimo neke mnenja, si izmenjujemo, pomagamo pri promociji. Mislim, precej lažje. Včasih se reči tisto, da enostavno nimaš se na koga obrniti ali pa je vse hudo drago. Tako na ta način si mi med sabo pomagamo, člani tega ekokluba, to so pa fizične osebe, pa dejansko pri vseh nas lahko določene ugodnosti koristijo. Super. To je pa res krasno. Ja, in dejansko je cel komplet, od masaž do kozmetike, do... Zraven smo povabili normalno tudi neprofitno društvo Lajka, s temi neprofitnimi tudi kar sodelujemo. Pa upamo, da bo teh čim več, da se pač ima oglas. Pravična trgovina, pravična trgovina v Sloveniji. Super, jaz sem navdušena, ker se mi zdi, da je tista prava pot povezovanje, sodelovanje. Tega ni. Mislim, je zelo težko, zdaj z določenimi smo pa res smo našli ene take skupne viziji. Pa tudi posle med sabo potem pač, če veš, da nekaj rabiš, boš pač raje dal nekomu, ki mu že zaupaš. Pa vse veš, kaj prodaja, da ti ne da 3% bombaža v bombažno prevleko, ki ne je bila 100%. Ja. Kar pa da obstaja, smo zdaj ugotovili. Super, najlepša hvala za vse te informacije, ki se nam jih podala, predvsem zaradi tega, da nas ne bojo mogli okrog prnesti in da ne bomo mi svojega telesa okrog prnesli, kar se tiče seveda zdravja. Zdaj ste slišali, kar se tiče nekaj vzglavnikov, kar se tiče vseh teh ležišč. In če ste pa čisto obupani že danes, pol pa veste kaj, pa pejte na tla, tako kot so včasih, pa bo tudi v redu. Naj vam bo svet lep.